Spomnite se lanskega srečanja, ki smo ga imeli fizično, gor v dvorani, na inštitutu. A si ga še spomnite? Ne morete, nimate mikrofonov, bom jaz spomnil. Lansko leto je bil med nami Gantar. Akademik Kajetan Gantar, če se spomnite, in sva govorila z Gantarjem o njegovi, ki je prevedel, je izšla tisto leto knjiga Sofoklejeva, zadnja Sofoklejeva drama, ki jo je napisal, in midva sva imela takrat pogovor o starostni modrosti in starostnih tegobah v zadnji Sofoklejevi tragediji. Ne 1000, ampak 404 leta, meni se zdi, da kako že, ali pa 384, pred Kristusom je Sofoklej napisal zadnjo tragedijo v visoki starosti, o Oidipu Kolonu, v visoki starosti 90 let, in v tej tragediji je odsev, kako ga je eden od lastnih sinov, podobno kot danes, zato da bi se polastil vsega premoženja Sofoklejevega sam, ne pa tudi ta drugi sin, ki ga je imel Sofoklej. Zato je Sofokleja pri 90 letih obtožil v Atenah, da je dementen, da je neprišteven, ker je po njihovih zakonih, če je človek bil neprišteven, dementen, ni mogel razpolagati s svojim premoženjem, Sofoklej pa v poroko naredil, da vsak od sinov dobi polovico. On je pa hotel vse dobiti in takrat je Sofoklej potem napisal to tragedijo, eno najboljših, kako je Oidip umrl v svojem domačem kraju pri Atenah v Kolonu, in Gantar je predaval, oziroma sva pogovor imela, tako sva se zmenila, starostna modrost in tegobe v zadnji Sofoklejevi tragediji pred 2400 leti je bila ista situacija kot zdaj. Ni bilo lahko biti star, vendar pa če človek se staral. Pametno, modro je na koncu ta debel konc potegnil, tako kot ga je tudi Sofoklej, tako da je atenski Areopag razsodil, potem, kar je Sofoklej zagovarjal, se pa naredil, da ima on prav, da ni nor. Ker v tej, ko je to tragedijo pokazal, je rekel, glejte, pišem tragedijo za Atene, za letošnji praznik. Prebral vam bom eno stran in potem presodite. Če sem nor, nisem več Sofoklej. Ma sin prav. Če sem pa Sofoklej, nisem nor. Ta tekst naj pa priča. In oni so poslušali in so enoumno odločili, sodno, Sofoklej ni nor. Njegova tragedija je ena najpomembnejših, ki je bila. Tako da, gledajte, to je bilo lani in potem je v prvi številki kakovostne starosti, mislim, da zrcalno vidite, ne prav, ker je kamera zrcalno kaže, v prvi številki je tudi Sofoklej na sliki bil, noter je pa članek, ta pogovor najin od lani. No, letos imamo podobno naše predpraznično srečanje, ki ga začnemo z enim pogovorom ali pripravo, in sicer letos imamo temo priprava na praznike in kako do lepega vzdušja v sožitju in pri sodelovanju. Kot prostovoljci seveda, in kot prostovoljci bomo v drugem delu potem bo Klemen vodil, po končanem predavanju bomo imeli občni zbor, pri katerem se bomo malo reorganizirali za naše sodelovanje in delo v novem letu. Naše društvo Ljubljansko že dolga leta dela. Jaz sem bil prvi predsednik, sem ga tudi pomagal ustanavljati, Ljubljansko društvo ga imam zelo rad, vendar pa gledajte, vsaka stvar, ki raste, napreduje, in nekoč rata obleka pretesna, ali pa preveč poguljena, ali pa ni več toliko v modi in obleko menjamo. Organizacijska oblika tudi našega ljubljanskega društva, sekcij in združenja pri inštitutu se menja tako, kot se razvijamo in rastemo, tako da bomo
potem bo Klemen tudi kaj o tem povedal, januarja bomo imeli pa spet srečanje, morda tudi kakšno kratko predavanje, bomo pa o novi obleki društva pa druženja več govorili. Zdaj pa se vrnemo na našo temo, ker čas hitro hiti, to pa pomeni priprava na praznike. Z drugimi besedami, kako do lepega vzdušja v sožitju in sodelovanju. Vedeti pa moramo, da na koncu koncev letošnje leto živimo v času, kar še noben rod v zgodovini človeštva ni doživel, pandemijo. Cel svet ima kugo, cel svet ima kolero, cel svet ima črne koze. COVID je po celem svetu, tako da ta nova situacija, ki nas pesti, da moramo biti nadaljavo, da se povezujemo nadaljavo, da smo se blizu nadaleč, tudi kot je naš priročnik za ta čas, a ne? Mnogi delamo, pa delate po njim, povezani od blizu nadaleč, se pravi skupine in družabniški pari potem, vendar pa kljub temu pred prazniki, tudi v času covida, imamo te temeljne teme o povezovanju, pa o praznovanju. Če v duhu antropologije, ki je Trstenjak, moj učitelj pokojni, tako razvijal, največji antropolog, znanstvenik o človeku, kdo in kaj je človek, je bil Trstenjak, potem lahko tudi o praznovanju antropološko rečemo, praznovanje je srce sožitja. Ljudje, ki ne praznujejo ali pa ki ne praznujejo več prav in dobro v sožitju usahnejo. Sožitje in sodelovanje usiha. Tako da, če rečemo o praznovanju prvo besedo, se vprašamo, ali je praznovanje nekaj, kar samo od sebe pride, ali se na njega pripravimo. Vendar pa, da ne bom predaval teoretično, ker med nami v naši družbi sem prostovoljc med prostovoljci zmeraj, nič drugega, sam, svojo skupino, član društva ljubljanskega kot vsi, in tukaj imamo geslo, vsi smo učitelji in vsi smo učenci. Vsak od nas je učitelj in vsak učenec tudi v praznovanju. Vsak od nas ima izkušnje v praznovanju. Pomislimo na celo svoje življenje, odkar pomnimo, od majhnega. Na osebne praznike, rojstni dan, god in drugi osebni prazniki. Jaz imam osebni praznik vsako leto, tudi toliko sem se z bombo po nesreču po vojni 50. leta 19. junija, 4 bratranci, pa so vsi umrli v prvem tednu 19. junija leta 50, samo jaz sem ostal. Ko smo našli v grmovju bombo, se z njo igrali, eksplodirala, moji 3 predšolski bratranci so prvi teden umrli, leti tega je od leta 50 do 20 je so 70 let menilo. Tako da jaz imam osebni praznik tudi takrat, ko sem edini od 4 bratrancev pri eksploziji bombe živ ostal, za las, ampak živ sem ostal in ker sem star 73 let, živel, mlad ne bom umrl, je rekel Trstenjak. Tako da tudi to je osebni praznik, kakšni veliki dogodki. Potem so zakonski prazniki, obletnica poroke, potem so družinski, obletnica poroke je tudi družinski praznik, potem je družinski praznik, morda ko so se ljudje vselili v novo hišo, ki so jo s težavo delali. Za kakšnega je osebni praznik danes, ki službo prvo dobu. V svoje stanovanje so vselili, lejte, to so osebni pa družinski prazniki, potem so krajevni prazniki, virski prazniki, Božič je virski praznik, se reče tudi družinski, ampak Božič je v osnovi virski praznik, krščanski. Potem so narodni prazniki, slovenski narodni, kulturni, Prešeren in tako naprej. In potem so tudi svetovni prazniki, nekaterih, ki jih cel svet praznuje.
Pojdimo po spominu nazaj, vsak od nas, tisti, ki ste mlajši, malo čez 20 let, pa tisti, ki smo čez 70 kot jaz, od začetka spomnimo se enega lepega praznovanja, ali osebnega, ali družinskega, ali narodnega, ali verskega, vseeno, ampak eno lepo praznovanje, konkretno, takrat tam tali bil zraven in tako naprej. In vsak zase minuto, dve utihnemo in najdemo eno lepo izkušnjo praznovanja. Glejte, če bi bili mi v skupini zdajle za kakovostno staranje ali medgeneracijski ali kakšni drugi, potem bi se in bi nas bilo 10, recimo, bi se pripovedovali to. Tako se pa ne bomo, samo utihnili bomo par minut, našli to izkušnjo, morda bo kdo zapisal zase tudi po alinejah, takrat ta pa ta, takole je bilo. Tisti praznik, ki ga imam kot dragoceni biser v srcu, ki me pogreje, ko se ga spomnim in vidim čist konkretno, kje, kako je bilo to, kdo je bil, kaj smo delali, kaj sem jaz pri tem počel, kaj so drugi. Vidite, to je eno praznovanje. Vam pa svetujem, da to, kar boste zdaj v tišini pomislili, nekomu poveste. Ali recimo, ki ste pred menoj, recimo, kdorkoli že, ne bom začel vas naštevati, ko vas na ekranu vidim, recimo, da poveste drug drugemu, zakonci, ali poveste v skupini, ali poveste prijatelju po telefonu, ali ko se bo skupina prvič srečala, druge pa vprašajte, dajte še vi meni povedati kakšno lepo izkušnjo, spomin na lepo praznovanje iz tvojega življenja. Vidite, na ta način bomo v te praznike obudili dobre izkušnje o praznikih, ker prazniki so srce sožitja, smo rekli. No, minuto, dve v tišini, vsak svojo izkušnjo sam zase, v prihodnje bo pa komu povedal in drugega prosil, ti pa povej meni, nam svoje izkušnje. Tako, verjetno imamo vsak eno lepo izkušnjo zdajle v glavi in v srcu mojega praznika nekega. Jaz v zadnjih recimo 73 letih en lep praznik. No, in zdaj nadaljujemo, sem že prej najavil vprašanje, ali je ta praznik in druga lepa praznovanja, ali se zgodijo spontano, sama od sebe, ali se moram zavestno potruditi za lepo praznovanje. Kakšen je odgovor? Po dolenjsko se reče anu in drugu, oboje. Toda, to je prvi toda. Toda mi imamo vpliv samo na tisti del, ki je zavestno. Ker gledajte, kar se zgodi spontano, samo od sebe nimamo vpliva. Ne na vreme, ampak zavestno pa lahko vzamemo marelo, če dežuje. Tako je tudi na praznovanje ima vpliv zavestna priprava, odločilen, to je ena noga. Druga noga je pa spontano, naključje, drugi ljudje in tako naprej. Na to pa nimamo nobenega vpliva. To je prvi toda. Torej se splača govoriti samo o pripravi na praznovanje. Ta drugi toda je pa še važnejši. Ali
je praznovanje lepo zaradi priprave ali zaradi spontanosti? Zaradi enega in drugega, toda kdor se zavestno pripravlja na praznovanje, lepa praznovanja, mu čedalje večkrat uspejo spontana lepa praznovanja. Tisto, kar ponavljamo večkrat, zavestno, tako da nam uspe, tisto postane naša spontanost, tisto se nam dogaja. Torej, gledajte, dva toda in dva razloga za kakovostno, zavestno pripravo na praznovanje. Tako da mi bomo govorili o pripravi na praznovanje, s tem bomo pa tudi naredili vse, kar se da, da se nam bodo tudi spontano lepa praznovanja dogajala, tudi takrat, kadar se ne bomo spomnili na pripravo ali pa ne bomo razpoloženi, pa se nam bodo zgodila. Vprašanje je nocoj, kaj pripravljamo in kako pripravljamo na praznovanje. Kaj in kako? Kot prostovoljci smo že usposabljeni za prostovoljstvo navajeni, da če hočemo biti dobri prostovoljci, da bomo sami zadovoljni s prostovoljstvom in tisti, s katerimi smo v družabništvu za kakovostno staranje v skupinah, da moramo pravzaprav najboljše kot v križanki pregledati vseh 6 človeških razsežnosti. Tako je tudi s praznovanjem. Bomo zdaj preleteli pripravo na vsako praznovanje po vseh 6 razsežnostih, tako kot smo pri prostovoljstvu se usposabljali za kakovostno prostovoljstvo, tako, od katerega imam veliko jaz kot prostovoljc in tisti, s katerim se kot prostovoljc združim v skupini v družabništvu ali pa kje drugje. Teh 6 razsežnosti, tisti, ki pa niste se usposabljali z nami, pa ste danes tukaj, je pa isto. Glejte, jih bomo naštevali, sem šel po prstih. Prva stvar, ki je važna za pripravo na praznovanje, je telo. Telo. Praznovanje pomaga, da se telo spočije, da se telo razgiba, da gremo na kakšen pohod, da se telo nahrani, dobro hrano, počitek, dobro jesti, lepo se obleči, iti na pohod, če smo sedeč poklic, na daljši sprehod. Vidite, to je praznik za telo. Ali pa če hočete, če besedo praznik, se po z njo poigramo. Praznik pomeni za telo, da izpraznimo navlako iz delovne torbe. Če 6 dni trdo delamo, pride praznik nedelja, ali pa danes rečemo, če 5 dni trdo delamo, pride vikend, vendar pa vikend delamo domače stvari, soboto delamo domače stvari, nedelja je pa sveti dan. Praznik za praznovanje, ko se izprazni torba utrujenosti, zasičenosti, ko boljše jemo in tako naprej. To se pravi, na praznik se je treba pripraviti telesno, tudi pospraviti gospodinjstvo. Za nedeljo mora biti, če kakšen dan malo pospravimo, majčkeno bolj ropotijo, je to sobota za nedeljo. Ali pa za družinski praznik, za praznike, za božič, za novo leto. Druga razsežnost je duševna. Duševna. Kaj je priprava na praznik duševno? Glejte, duševno breme so skrbi, je napetost. Tudi duševno se moramo spočiti. Treba se je razbremeniti skrbi, ne nositi tedenske skrbi v nedeljo. Jaz sem pred 50 leti že, ali pa pred 30 leti, letos je 30 let, odkar je šla knjiga 100 domačih zdravil za dušo in telo, 90. leta, in tam je o praznovanju par strani, pa sem tam tudi napisal, glejte, danes rečemo praznovanje nedelje, imamo vsi pravico na nedeljo.
razen otrok. Šolarji so pa obremenjeni, kot da so največji garači, da morajo pa ob nedeljah jih šole obremenijo, da morajo ob nedeljah učiti se pa naloge delati več kot čez teden. Pa srednješolci tudi, pa študentje tudi. To pa pomeni, da v letih, recimo po 70., ko smo začeli hiše graditi, najprej smo ob nedeljah, pa ob državnih praznikih, pa ob verskih praznikih smo gradili. Teh 300,000 hiš smo naredili v Sloveniji in tako smo telesno razsežnost počitka, sprostitve zgubili. Usodno za kulturo in za marsikaj drugega. Potem smo pa šolarje začeli vaditi, sobota, nedelja, največ nalog, namesto da bi rekli, petek pa otrok ne more imeti naloge. Od petka do ponedeljka je pa prost. Otrok pa ima pravico 2 dni duševno se sprostiti, telesno se sprostiti in tako naprej. To pa pomeni razvedriti se, sprostiti se duševno. Tisto delati, kar ni delovnik, in za otroka je delovnik šola. In če mora delati tudi soboto pa nedeljo otrok, pomeni, da mora delati, kot je Slomšek napisal v pesmi Fabrško dete, 7 dni v tkalnici po 12 ur. Je delal v Mariboru leta 1945 Fabrško dete, to je prva socialna pesem slovenska, Slomškova, Fabrško dete. Glejte, danes so Fabrško dete vsi otroci, vsi dijaki in vsi študentje, ker morajo delati 7 dni svoj osnovni poklic za šolo. To se pravi, duševnosti treba sprostiti, spočiti se, razvedriti se. Tretja razsežnost je duh. Duh je pa tisto, kar nimajo živali, kar ima samo človek. Seveda izvira tudi iz možganov, vendar pa, kaj je treba na duhu narediti pripravi za praznik? Od nekdaj so vse kulture vedle, da se človek čez teden, čez leto nakopiči zmote in krivde. Glejte, krivde in zmote so pa duhovna stvar. In treba se oprati krivd in zmot. Opravičilo, kesanje, sprava. Treba je odvreči čez teden, čez leto, ko smo se nabrali slabih izkušenj, osebnih in v sožitju. Glejte, slabe izkušnje človeške so duhovna zadeva, podobno kot krivda. To je treba odvreči na kompost. Nabrali smo se pa skozi teden, skozi leto, tudi veliko dobrega, zaslug, veliko dobrih izkušenj. To je treba nesti na mizo. To je praznična miza, tako kakor dobro kosilo, tako je praznična miza, zasluge, zavest tega, kar smo naredili, zaslug, uspehov in tako naprej. To pa pomeni, duhovni vidik praznika, priprave je, 3 besede so: veselje nad tem, kar je bilo in je, ponos na to, kar smo hudega zdržali in dobrega naredili v tem tednu, v tem letu, in tretja stvar, hvaležnost za to, za vse to. To je duhovni vidik praznika. Četrta razsežnost, na katero se treba pripraviti, je medčloveško sožitje, odnosi. Praznika ni solo. Tudi tisti človek, ki živi sam, samovalci, sami stanujejo, nima družine, so umrli, nikoli ne imel svojih in tako naprej. In so zelo sami. Glejte, eno je živeti sam, drugo je pa biti osamljen. In tudi tisti, ki živi sam, ali pa tisti, ki živi z 2, 3 ali pa 100 v domu za stare ljudi, glejte, vsak lahko navezuje v svojem srcu lepe spomine na žive in pokojne. To je najmanj, kar lahko vsak naredi. Druga stvar, ki spada v pripravi na praznovanje, da koga pokličemo, komu pišemo. Glejte, tole, kar mi zdaj delamo, tele pol urce, pa kar bomo še pol 3/4 ure občni zbor, glejte, je pravzaprav četrta razsežnost
sožitje, priprava na praznovanje za konec leta. Se povezujemo. Zdaj nas je, čakajte, bom pogledal, zdaj nas je 32 članov Ljubljanskega društva, pa drugih povezanih okrog tega virtualnega iz raznih koncev, virtualnega srečanja. Zdaj prav, četrta razsežnost, medsebojno sožitje, razrahljati napete odnose, smo že prej rekli, tretja, duhovna, opravičiti se, navezati nove, tiste, ki so zbledele in tako naprej. Peta razsežnost je pa razvoj. Pomislimo, če jaz pomislim, koliko sem se razvil od leta 50, ko smo se z bombo obstrelili, pa sem že ostal, ali pa od leta 47, ko sem se rodil, pa do danes, glejte, vsak človek se razvija. Vsaka družina se razvija. Vsak narod se razvija, vsaka vera se razvija, človeštvo se razvija. Razvoj je veličastna stvar, temelji na učenju. Biološko se razvijamo, duhovno, duševno, socialno se pa z učenjem. In praznik pravzaprav je zakoreninjenje v to, kar so naredili naši predniki. Mi imamo program domoljubje, a ne? Pravzaprav ni nič drugega kot zdrava zakoreninjenost v preteklost in svoboda za razvoj za naprej. Glejte, to je razvojna razsežnost. Zdrava zakoreninjenost v prednike, v kulturo, v svoje verovanje, v ljudi, ki so bili in so z menoj letošnje leto, pa od mojega spočetja naprej, pa vsi moji predniki, vsi predniki, ki so slovensko kulturo od samota in tistih prejšnjih, od negovskih čelad, da tako rečemo, pa od Magdalencev, ki so delali, ki so v železni dobi delali te tako krasne iz železa, pa iz brona, te okraske, pa recimo tisti, ko v Ljubljani živimo, 600 pred Kristusom je bila na južnem delu, tam, ki tunel ven pride pred Ljubljanco, je bilo že mesto. Se pravi, 600 let pred Emono je bilo mesto. Vodnjak so odkopali, zdaj so pred tunelom tisto hišo delali in v vodnjaku 6 metrov globoko na nivoju Ljubljanci škaf, lesen škaf, ki so ga potegnili ven. Ali pa še nazaj, 4000 let, če gremo kolo, prvo kolo odkrito na svetu na Barju. To so naši predniki. Pa še nazaj 45 000 let piščalka, ki je bila neandertalci, naši bratranci. Vidite, vsem tem smo zakoreninjeni, od vseh teh smo podedovali, kar so naredili iz slovenskega ozemlja in kulture do zdaj, mi smo tukaj in se stegujemo naprej. To je pa šesta razsežnost, zadnja, smisel. Smisel, zaupanje v prihodnost, orientacija, kam bomo šli naslednje leto. In prej sem rekel, danes bomo imeli občni zbor, kjer bomo društva zdajle, in drugo leto bomo organizacijsko obleko imeli malo novo, ki nam bo bolj prav, da bomo lažje in boljše delali. Vidite, to je pa že za naprej. Svoboda za razvoj. To je smisel, to je orientacija. Smisel, hvaležnost za nazaj, sprejemanje za nazaj in orientacija, smiselna za naprej. In praznik je pravzaprav to. Vseh teh 6 razsežnosti, telo spočijemo, duševno sprostimo, duha umijemo in ga napolnimo z dobrim in tako naprej. Sožitje osvežimo, odnose, očistimo, osvežimo, praznujemo skupaj, razvoj iz preteklosti, zakoreninjenosti, predajamo v skupinah svoje izkušnje, kot bomo predali nekomu, kar smo prej utihnili, lepo izkušnjo praznovanja, od drugega sprejemamo, vidite, to je 5. razvojna razsežnost, svoje dobre izkušnje predajamo drugim, druge prosimo, povej nam kakšno lepo izkušnjo o praznovanju in tako se pripravljamo na čedalje lepša
praznovanja. In končno smo ljudje s pametjo, zavestjo, smiselno se orientiramo za naprej. In gojimo zaupanje, kot Črnogorci pravijo, nikad ni tako bilo, da nikako ne bi bilo. Lejte, COVID je huda stvar za človeštvo. Vendar pa koliko enih stvari se zdaj dogaja lepih, ki se jih prej nikoli ni. Ne bom zdaj to ponavljal, ker gremo k koncu, vendar pa vedno gre življenje naprej. Življenje je močnejše od mene in če 6 razsežnosti, meni je zelo blizu, Frankl jo je gojil v smislu, ne samo v smislu tega trenutka našega srečanja danes, ampak v smislu enega leta naprej, drugo leto, prostovoljsko, združenja, celega prostovoljcev pri inštitutu, ljubljanskih prostovoljcev, kočevskih in vseh drugih, ki smo tukaj. Lejte, to je orientacija smiselna za naprej in to je pravzaprav praznovanje, priprava na praznovanje. Zadnje opozorilo pa je z priprave na praznovanje. Praznovanje se ne da hiteti. Praznovanje potrebuje čas. To, kar je pesnik Pavček rekel, v eni zbirki naslov je dal Upočasnitve. Ko je bil star v mojih letih, je napisal Pavček pesniško zbirko Upočasnitve, je dal naslov. Kundera, češki pisatelj, modern Milan Kundera, je pa v slovenščini izšla 95. leta ena njegovo delo, Nova revija, izdala Počasnost. Kundera pa v tej stavek, ima pa stavek: bogastvo človekovega doživljanja je premo sorazmerno s počasnostjo. Lejte, delati je treba hitro. Če človek ne naredi danes, kar je treba narediti, ne bo nikoli. Tisto, kar je treba danes skuhati, pa danes jesti, je treba danes. Pri delu je treba hiteti. Pri praznovanju je pa počasnost. Kunderov stavek: bogastvo človekovega doživljanja, praznovanje pa doživljanje predvsem, je premo sorazmerno s počasnostjo. Če bolj počasi praznujemo, lepše bomo praznovali. Ne hiteti. Stari Grki, se spomnimo lanskega predavanja, ko smo bili pri Grkih, Sofokleju, Grki so imeli rek spev de bradeus, to znam po grško. Pomeni, Latinci so isti stavek prevedli festina lente. Slovensko, hiti počasi. Hiti počasi. Praznovanje je spev de bradeus. Festina lente. Počasi praznujemo. Počasi. Vsak teden se ustavimo za en dan, tako kot ustavimo avto, da se vsak stroj treba ustaviti, počistiti, napolniti gorivo, napumpati gume, karkoli že treba, je treba ustaviti. Lejte, to je praznik. Na telesni ravni. Pa ni samo na telesni ustaviti, upočasniti, napumpati, ampak tudi v duševni, v duhovni, v sožitno-socialni, v razvojni in v duhovni. Tako. Dajmo za zaključek zadnje 3 minute narediti spet eno vajo. Božič in prehod v novo leto zame osebno, za mojo družino, pa tudi za naše ljubljansko društvo in za slovenski narod in za človeštvo zdajle v obdobju covida je en prehod. To je velik praznik. Vsak prehod je praznik. Vsak prehod je praznik. Eden največjih prehodov je upokojitev. In če upokojitev ne vzamemo kot velik praznik, z inventuro, pogledom nazaj, naprej, potem so leta po upokojitvi zelo lahko slaba. Če pa naredimo upokojitev kot prehod, kot praznik, počasi, inventurno, mirno, orientiramo se,
Poglejte, potem je pa lahko tretja tretjina življenja najbolj plodno zorenje človeka. Jaz sem v tem obdobju, ker statistično živim zadnjih 5% povprečne moškega življenja. Če pa računate, da sem se pri 3 letih tako z bombo obstrelil, da so vsi umrli v tej nesreči, pa da so mi pri 24 letih odrezali pol pljuč, potem pa sploh že predolgo živim, boste rekli, ne? Ampak glejte, orientacija naprej, kaj bo v letu 21 je pomembna. Telesno, duševno, duhovno, sožitno, razvojno in bivanjsko smiselno. Zato to pomislimo. Božično-novoletni prazniki so prehod. In v tem prehodu je dobra orientacija. Kot je rekel Župančič, to je čas, ko je treba mornar izmiri nebesno dalj stran. Ko je sonce najvišje. To je praznik. Tukaj pa seveda najnižje, ki je Božič. In pomislimo, katera od mojih razsežnosti je bila pri praznovanjih do zdaj najbolj v ozadju, da sem je najbolj spregledal. Ali sem telesno slabo praznoval, nisem počival, se nisem sprostil. Ali duševno sem bil napet, ali duhovno, ali odnosi, sožitje, ali razvoj, se pravi zakoreninjenost in pogled naprej. Ali bivanjska, smisel, zaupanje, da bo v prihodnje do moje smrti šlo naprej. Moja pokojna mama je rada rekla, tudi če samo slino požiramo, bomo živeli do smrti. Smrt bomo pa prišparali čisto na koncu. Se je pohecala, pa je 95 let doživela. Glejte, to pa pomeni prazaupanje in zaupanje do moje smrti. In kot je Frankl rekel, da bom tako živel, da bo življenje za mano majčkeno lepše in boljše, da bo svet majčkeno lepši in boljši, kot bi bil, če jaz ne bi živel. To je smisel življenja po Franklovo. Vidite, če to je bivanjska priprava na praznike. In če bomo v božičnih novoletnih to poživili morda, bivanjsko, prazaupanje, ne strah pa nerganje, COVID, država, politika, navade, vse se sesipa. Kje se sesipa? Dobro nam gre. Glejte, če to morda, ali pa kakšna druga, ali pa telesno, katero razsežnost v pripravi na dosedanje osebne, družinske, verske, narodne, kulturne praznike sem do zdaj majčkeno zanemarjal in je bom po svetu pripravil letos za prehod v novo leto. Vidite, to je moj, kako bi rekel, priporočilo iz tega našega srečanja ob občnem zboru, ko smo o pripravi na praznovanje, ker praznovanje je srce sožitja. O tem smo govorili v ponedeljek, pa bomo kdaj drugič spet. Če bomo to naredili, potem bo praznovanje letos malo lepše in zaradi tega srca, ki ga bomo sožitja osvežili, bo sožitje in osebni razvoj lepši. Tako, toliko. Ste pomislili, katero razsežnost? Minutko imamo še 2 imamo, do tiste ure, ki so rekli, še 2 minuti, te 2 minuti, katero svojo razsežnost bom bolj upošteval pri pripravi na letošnji prehod. Hvala.